Danes se nahajamo v prostoru za umetnost Kibela, v multimedijskem centru Kibla, kjer trenutno razstavlja prekmurski slikar Igor Banfi. Razstava z naslovom Tavajoči smo jo odprli natanko leto potem, ko je bila tudi prvotno načrtovana, kar pa morda razstavo najnovejših del Igorja Banfija še nekoliko bolj aktualizira. Igor Banfi je prekmurski slikar, akademski slikar, ki je sicer z ustvarjanjem začel že v srednji šoli, tudi z ilustracijami in stripi. Njegova umetniška pot pa se je nato skozi akademijo razvijala, predvsem seveda na področju slikarstva. Razstava Tavajoči predstavlja zadnji cikel Igorjevih del. Namreč Igorjev celoten slikarski opus lahko razdelimo po posameznih ciklih. Tako tudi gradi svoje slikarstvo vsebinsko, tako mu lahko tudi zelo koherentno sledimo nekemu razvoju slikarske geste in tudi ikonografskih motivov. Dela na razstavi Tavajoči so dela, ki so nastala v zadnjih 3 letih. No, večinoma. Gre predvsem torej za zadnja dela iz cikla Horizonti, cikel, ki ga umetnik ustvarja že od leta 2009. Za nekako, mogoče tudi eno kuratorsko gesto, smo razstavo zasnovali tako, da smo razstavili tudi delo na obali večjega formata, pravzaprav največjega formata na tej razstavi iz leta 2011, ki mogoče tudi časovno nekako zaokrožuje oziroma sopostavlja razvoj slikarskega jezika Igorja Banfija. Ikonografski motiv, ki je nekako stalnica v vseh ciklih, če izvzamemo cikel Zadnja večerja, ki je nastajal med leti 2002 in 2004, je krajina, torej pesaži, motivi, ki pravzaprav izhajajo iz umetnikovega domačega okolja, iz prekmurske ravnice. Ravno ta krajina za svojo motiviko in pa seveda način gestikulacije, slikarske gestikulacije, obravnave slikarskih elementov in štafelajsko slikarstvo, ki se ga Igor poslužuje, tudi govorijo in odsevajo dejstvo, da Igorjevo slikarstvo temelji na postulatih modernizma, torej slikarstva 20. stoletja. V Igorjevem slikarstvu predvsem govorimo oziroma opazujemo likovne elemente, ki jih sestavlja torej v slikarske prostore, te osnovne, ekspresivno moč barve, ploskve in linije. Predvsem pa krajina, ki jo v Igorjevem slikarstvu opazujemo, torej skozi vsa leta njegovega ustvarjanja, deluje abstrahirana, abstraktna, minimalna. Prostorskost v bistvu gradi torej z nanosi barv. Pri krajini pa v bistvu ne govorimo o nekem materialnem prostoru. Gre bolj za genius loci neke pokrajine, torej kjer se spajajo materialnost prekmurske ravnice, kjer se spajajo tudi protestantski kulturni spomin in pa duhovna dimenzija neke pokrajine. Vrisana seveda v to zelo značilno ploskovito krajino z močnim, težkim horizontom in nad njim raztegajočim se nebom. V delih Igorja Banfija smo tudi nekako soočeni z odslikavanjem na eni strani abstrakcije oziroma odnosa med abstrakcijo in realnim, med tuzemskim in duhovnim okoljem, ter tudi med figuro in abstrahiranimi elementi narave. Njegove pokrajine oziroma to prekmursko ravnico naseljujejo v starejših delih tudi osamljena drevesa,
v nekaterih ciklih tudi ograje. Sedaj v seriji oziroma v ciklu Horizonti pa se pojavi figura, zato tudi naslov razstave Tavajoči. Namreč Igor vsebinsko, čeprav prihaja torej iz Prekmurja, seveda je čutiti te vplive protestantske etike oziroma protestantskega kulturnega okolja. Povzema seveda tudi motive iz Biblije, iz Svetega pisma v samih naslovih del oziroma tudi citatih, ki jih uporablja. Medtem ko na drugi strani tukaj ne gre za dejstvo, da bi mi lahko Igorja oziroma njegovo slikarstvo označili kot biblično slikarstvo oziroma bibličnega slikarja, gre bolj za nekako vodenje gledalca k opazovanju, k branju teh krajin, ki so zelo in izrazito osebno izpovedne. Figure, ki naseljujejo dela na tej razstavi, torej Tavajoče, nekako je ta naslov razstave zelo aktualen in zelo univerzalen. Gre torej za tudi vplive teleološke filozofske misli, ki ima velik vpliv torej na Igorjevo slikarstvo. Gre torej za nas, gre za človeka, ki išče, ki tava, ki išče neki smoter, išče nek višji cilj. Pa naj bo to seveda osebno oziroma individualno vsakemu posamezniku, ne glede na to, ali so mogoče nanj vplivali neki ideološki, religiozni elementi oziroma determinante. Umetnik slikarski prostor oziroma svoja platna gradi na dveh nivojih, torej tako formalno kot tudi seveda simbolno. Gre predvsem za te barvne nanose, ki so lazurni, z tankimi horizontalnimi potezami, temu primerni seveda tudi formati. Igor Banfi je mojster oziroma izredno obvladuje ekspresivno, izrazno moč barve, barvnih nanosov in grajenja, globinskega grajenja, torej prostora, kar se kaže seveda tudi v uporabi formatov. Namreč na razstavi Tavajoči nekako sopostavljamo večje galerijske, torej galerijska platna, horizontalna, ki še dodatno odpirajo to neko krajino, ki pa na nek način ujema to otožno panonsko dušo. Ta melanholija, ki se pojavlja v Igorjevih delih, je seveda tudi nekako dinamično stopnjevanje v samem razstavnem prostoru Kibele ravno z tem sopostavljanjem formatov. Gremo torej od teh večjih formatov do manjših, recimo 20x20, zelo intimnih slik. Ne glede na velikost formata, pa dela na razstavi Tavajoči gledalca nekako soočajo z njegovo lastno eksistenco, z torej iskanjem nekega cilja, z iskanjem nekega smotra. Gre torej tudi mogoče za neko odslikavanje sodobnega človeka, sodobnega časa in pa seveda vplive, če se ozremo v zgodovino zahodne umetnosti. In tudi eno izmed del na teh razstavi z naslovom Menih na obali se neposredno referira torej na kanonično delo Davida Kasperja Friedricha iz začetka 19. stoletja. Tako Igor vsebinsko in v teh osebno izpovednih delih povzema tudi postulate tega nekega romanticizma oziroma torej romantičnega slikarstva začetka 19. stoletja, ko ravno ikonografski motiv krajine postane izrazni element, ki odseva umetnikovo oziroma posameznikovo notranje duševno stanje. Ikonografskemu motivu krajine seveda priteče tudi izbran kolorit. Gre torej za predvsem zamolkle zemeljske tone, torej rjave, črne, bele, ki pa jih Igor nekako z stopnjevanjem tudi in z mogoče dramatičnimi gestami ponekod stopnjuje tudi z dodatki oranžne, rdeče ali roza barve v teh recimo manjših formatih.
Ta neka otožnost in ta neka žlahtna melanholija, kot če uporabim pravzaprav Igorjeve besede, ni nekaj, kar bi razpoloženje v samih Igorjevih slikah dejansko gledalcu delovalo na nek otožen, žalosten način. Ne gledamo te abstrahirane krajine kot nekega konca, neke izpraznjene, nerodovitne pokrajine. Lahko jih pogledamo na način morda kot nov začetek oziroma ravno, kjer se kaos formira v nek red. Igor Banfi v svojem slikarstvu že od vsega začetka pravzaprav uporablja reference tudi iz Svetega pisma, torej tudi biblično motiviko in pa citate. S tem gledalca pravzaprav vodi k raziskovanju, k branju te razprostrane krajine, ki pa ni toliko izpraznjena, kot se morda zdi na prvi pogled. Tudi na tej razstavi, torej Tavajoči, so dela, ki nosijo naslove, kot so Hoja po vodi in pa tudi recimo citat, Horacijev citat Non omnis moriarem, kjer v bistvu z samimi citati Igor odpira neko dodatno duhovno dimenzijo. Ne želi v bistvu determinirati gledalca pri njegovem branju, vendar ga nekako vodi v to, kar morda lahko rečemo, tista onostranskost njegovih slikarskih prostorov.